Zdaj pa se vrnimo v Photoshop in odprimo vajo 007. Lahko vse ostale zaprete. Develop settings in pa potem clear settings. Jaz, to, kar imam jaz zdaj na zaslonu. Bi že mogla imeti odprtega, lahko zapreš vse ostale, kjer imaš, tle imaš vaja 007, nič tako. Okay. Pa predlagam, da pritisnete Ctrl 0, toliko, da se vam zapolne čez cel zaslon, da je čim večje. Smo? Ctrl 0 je, da ti zoomira, kolikor pač ti program dopušča. Kolikor imaš prostora, toliko velik zoom bo naredil. Pa dajmo takole narediti. Na zgornjo plast kliknite na uček tako, da se bo skrila in pa potem izberite spodnjo plast. Ja. Tako, vse lahko greš samo na odprt dokument, tale baja 007 jakole. Tako, ne? Torej, zdaj kliknemo na tale uček, da skrijem zgornjo plast in pa izberem spodnjo plast. Zdaj, Photoshop omogoča neke transformacije, spremembe v barvah, ne? Posvetljevanje, temnitev, spreminjanje barv, spreminjanje kontrasta. In vse te možnosti imamo destruktivne ali pa nedestruktivne. Do nedestruktivnih bomo še prišli, ko bomo vzeli adjustment layerje. Zdaj bi pa rad samo predstavil, kaj vse lahko v Photoshopu naredimo z eno fotografijo. Tako da imamo zdaj v bistvu na eni plasti 4 različne fotografije, toliko da imamo naenkrat 4 primere, kako to zgleda. Se pravi, vse te možnosti, ki jih bomo zdaj izbirali, imamo znotraj menija Image in pa potem Adjustments. Tik pod Adjustments imamo še 4 zelo avtomatike, dela ali ne dela, Autotone, Autocontrast in Autocolor. Na teh trenutnih fotografijah ta avtomatika ne dela, mislim, to je res tako loterija, ki jo lahko probate, če karkoli spremeni na fotografiji, večinoma malenkost barve ali pa malenkost kontraste izboljša, ampak probate dela ali pa ne dela. Ampak v vseh naslednjih je pa nadzor malenkost boljši. In sicer, če gremo v prvega, Brightness and Contrast, torej imamo 2 sliderja, v katera lahko ali vlečemo tole točko spodaj, lahko pišemo direktno tole, ali pa če gremo z miško čez ime, lahko tudi vlečemo, to je v vseh dialogih, lahko v novejših Photoshopih. In v trenutku lahko tudi potem vidimo, kaj se zgodi na sliki. V starem Brightness and Contrast, zdaj sem obkljukal tukaj Use Legacy, se je potem tole zgodilo, da je vse kanale, 3 kanale toliko nabil, da je popolnoma zgorela slika in smo zgubili vse detajle. Prosim? Legacy je nekakšen stara metoda dela, nekaj takega. Legacy mode bi bil recimo, da odpreš v novejših Windowsih
v kontekstu starejših Windowsov neki, ne? Kot kakšen compatibility mode na tak način, ne? Ampak pač ne rabiš tukaj kompatibilnosti. Tukaj imamo tudi eno zanimivo komando auto. In zdaj zelo zavisi, kakšno grafiko imate tukaj, ne? On bo nekaj sekund začel razmišljati in potem naredil neko spremembo, ne? Po mojem primeru -16 pa 60, ne? In tukaj lahko tudi na preview kliknemo, da vidimo, kakšen je original, ne? Zdaj, prej in zdaj, ne? Neka malenkostna sprememba na boljše se je vendarle zgodila. No. Druga možnost je levels. Zdaj, veliki grozni dialog, do katerega smo tudi že prej prišli, a mi zna kdo povedati, kaj je tole? Diagram barv. Kaj točno je to? Na eni strani imaš bele, na tej strani imaš temne. Če recimo preveč bela, s tem premikaš v bistvu. Ampak kaj točno ta graf pove? Ne, brez da bi imela kakšno. Kaj točno pove? In vidiš, koliko je ta razpon, ne? Koliko je tih sivin v mestu. Točno tako, ne? Se pravi, kakšna je distribucija svetlih pa temnih pikslov na tej fotografiji, ne? Tudi na večini fotoaparatov imamo to možnost v trenutku, ko imamo pač displej vklopljen, da približno pove, kaj vidi, ne? Torej, na tej fotografiji, ne, je zelo enakomerno porazdeljeno od najtemnejših delov do najsvetlejših delov, ne? Ja? In če bi želeli zdaj mi narediti kontrast, ne, kaj kontrast naredi? Da začne približevati tole točko, najtemnejši del, in tole točko, najsvetlejši del, ne? In če zdaj kliknem na preview, lahko vidite tukaj, da se zgodi nekaj podobnega, ne? Torej, z približevanjem najtemnejšega in najsvetlejšega dela mi v bistvu kompresiramo podatek v kanalu. In za to sredinsko točko lahko spremenimo, kaj je srednja siva. Če kar probate, če boste prijeli tole sredinsko sivo točko in začnete premikati, ne, bo začel na videz svetliti ali pa temniti sliko, ne, s tem, da se ne spremeni najsvetlejši pa najtemnejši del, ampak se bo spreminjal samo v bistvu ta distribucija svetlih pa temnih pikslov v dokumentu, ne. Tako kot smo prej rekli, imamo tukaj na sredini tole ikonco z kapalko in s to ikono, če imamo na primer na fotografiji nekaj, za kar vemo, da je siva barva, lahko kliknemo na njo in bo naredilo barvno korekcijo na celotni fotografiji, vsaj na tisti plasti, na kateri ste, ne. Zdaj, tukaj ni nič takega eksplicitno sivega, pa tudi vse 4 fotografije so različne, tako da to ne bi delovalo, ne? Ampak na prejšnjih fotografijah smo videli, da se je cela fotografija spremenila. Yes. Te kapalke so samo za sivine? Ti imaš desno pa levo kapalko, s katero definiraš maksimalno črno in maksimalno belo barvo na podlagi. Zdaj pač lahko poskusiš, ne? Ti definiraš, kaj je potem najsvetlejša bela, ne? In če zdaj kliknem na tole, ne, bo skočil, mislim, na zelo močno deformacijo noter. Zdaj, spremenilo se je nekaj, kar ne morem več narediti, ne? On je zdaj, ko sem kliknil na tole maksimalno belo, mi je že ponudil nov histogram, tako da se moram vrniti nazaj. Zdaj lahko bi kliknil na cancel, da mi zapre to pogovorno okno, ampak lahko pa držim tipko Alt in če pogledate, se je tipka cancel spremenila v nekaj drugega. Spremenila se je v reset. In če kliknem zdaj na to, se je vse skupaj vrnil na originalno pad pozicijo, ne, od 0 do 255. Ne. Torej, z levels imamo kontrolo, da lahko temnimo ali svetlimo samo iz ene strani, ne. In
To je malenkost bolj samo kot zanimivost. To lahko delamo na posameznih kanalih tudi lahko. Ne? Se pravi, lahko bi temnili ali svetlili samo rdeč kanal na PR. Ne? Pa dajmo se zdaj vrniti nazaj in iti na naslednjo. Dajmo samo na hitro tole. Vibrance pod... Prosim? Curves je še bolj zakomplicirana verzija Levels, tako da je zaenkrat res ne bi, ker vas bo samo... Je pa pač to zdaj isti dialog s tem, da so še krivulje zraven, ne? In si lahko pač ti specifične točke svetlosti na dokumentu začneš svetliti ali pa temniti. Mislim, curves je seveda pač najbolj idealna napredna metoda, ampak ne, vsaj za začetek je to Zdaj, Vibrance je en tak smešen algoritem, ki tretira barve malenkost drugače kot saturacija. Ne? Saturacija bo vse barve, ne glede na to, kakšne so, bo nasičila. Ne? In če potegnem zdaj saturacijo zelo na desno, ne, vidite, da bomo dobili... Ja. No, tole bom mogel pa naslednjič rešiti. Skratka, v meniju Adjustments pa Vibrance. Lahko se malo igramo, ne? Se pravi, v trenutku, ko povlečem Vibrance, se samo neki detajli v barvah spremenijo na večjo saturacijo. Gre za malenkost drugačen algoritem, malenkost bolj prefinjen algoritem, kot je saturacija, ki je pač blanket čez vse nasičenost. Saturacija je nasičenost barv, ne? Tako. Ne, nič saturacije pomeni, da je stvar v sivinah. Ne? Če bi, naprimer, da grem kar na naslednjo, ki ima saturacijo celo v imenu, Hue and Saturation, do tega dialoga boste zelo velikrat prišli v Photoshopu, ker je eden izmed pomembnejših, tako kot Levels, ampak tukaj imaš saturacijo zdaj eksplicitno noter kot eno izmed kontrolnih točk. In če zdaj povlečeš to saturacijo v levo, si izgubila vse barvne podatke. Ne? V Image Adjustments in pa Hue Saturation. Ctrl U je drugače komanda za Hue and Saturation, Ctrl L pa za Levels. In tukaj imamo 3 točke kontrole. Prva, Hue, je barvno kolo. Ne? In tukaj lahko, če začnem jaz zdaj vleči Hue bolj v desno ali v levo, bo začel rotirati barvno kolo na sliki. In vse barve se bodo rotirale zraven. Ne? Vsaka barva v dokumentu bo šla po tem barvnem kolesu v eno ali v drugo smer. Ja? Najboljš, da kar probate za tega, ker boste takoj videli, kaj se zgodi. Torej, točka kontrole Hue. Točka kontrole Saturation pomeni, da so barve ali nasičene ali nenasičene, torej, da jim je odvzeta vsa barva. Ne? In pa Lightness, ki dokument malo posvetli ali malo potemni. Ne? Tukaj gre zopet za vse piksle v dokumentu in jim samo zniža vrednost ali zviša vrednost. Zdaj, tako kot prej v Levels, lahko tudi tukaj izberemo, da te kontrole delamo samo na posameznih barvah. Ne? Lahko bi rekel, če zdaj jaz držim tipko Alt, da resetiram tole komando, bi lahko jaz rekel, da samo na rdeči barvi želim zamenjati, ne?
barvno kolo, torej samo na paradižnikih, naprimer na nekem delu konjev in pa na nekem delu pomaranče se zdaj te stvari dogajajo. Ne? Tukaj lahko tudi kontroliramo točno, kako do kakšnih sprememb. Yes. Viš, ko so bili en čas nazaj, črno-bele slike z nekim rdečim detajlom. Recimo, ne vem, ali je to bil nos. Kako da to narediš tle? Ja. V tej varianti, ne, tako kot si rekla, ti označiš nek objekt. Ne? Ti označiš ali tisto, kar želiš, ne, ali pa tisto, kar ne želiš, ne, kar ti je lažje označiti. Ne. Če zdaj recimo rečem, ok, daj, ker se mi ne da kaj veliko klikati, dajmo paradižnik, ne, in bom paradižnik označil, to pač je en način označevanja, ki sicer ni najbolj primeren temu, ampak glede na to, da imam samo eno roko in da stojim zraven platna, bo tole za mene čisto v redu. Torej, zdaj imamo označen paradižnik, ne? In zdaj lahko rečem, ok, želim vse ostalo, kar ni paradižnik, desaturirati in bom najprej naredil spremembo v selekciji. Torej, select inverse bom šel, ne? Ker zdaj imam izbran paradižnik. Zdaj imam izbrano vse razen paradižnika, ne? Vidimo, da so vse okoli dokumenta premikajoče se bralice in še vse okoli tega. Torej vse razen tega paradižnika je izbrano. In zdaj grem v Image Adjustments in pa Hue and Saturation in grem samo povleči Saturation, bam, na dol. Ne? Kaj se zgodi? Ne? Vse razen tega, ki ni označen, bo zgubil saturacijo. Ne? Označil si s čim? Šel sem za poligonal lasu in samo poklikal okoli paradižnika. Ne? Tisto obratno naredil, da ni paradižnik. Šel sem v Select in pa Inverse. To bi skoraj mogli. To smo že, kar se selekcij tiče, smo... Zdaj pa točno na primeru, a ne? Ok, ja. Primer, rdeč paradižnik. Se pravi, najprej sem okoli paradižnika naredil selekcijo, na zdravje, z lasujem, ne? V mojem primeru za poligonal lasu sem malo poklikal okoli. Potem sem obrnil selekcijo, tako da je označil vse razen tega paradižnika, ne? In potem sem šel v Image Adjustments in pa Hue and Saturation, kjer sem potegnil saturacijo maksimalno v levo. Zdaj, to isto stvar se da potem tudi nedestruktivno narediti, ne? Ker zdaj fizično se spreminjajo piksli na sliki, ne? Ampak določenih teh komand se žal še vedno ne da narediti direktno v adjustment layerju. Ja, se pravi, zdaj najprej si označila paradižnik, potem si šla v Select Inverse. Ja. Ja. Select Inverse imamo tukaj, ne? In tudi imamo Ctrl-Shift-I. Ko pa to bolj premakneš, to tole krivuljo. To boš pa zdaj lahko nadaljuješ eno za drugo, ne? Se pravi, tukaj boš zdaj naslednjo, ko boš dodala, bo dodalo tej, ne? In bo kalkulacija, ne? Ne moreš potegniti ven. Ne moreš za tega, ker to je pixel-based selection, to ni vektorska. Zato, ker nisi do konca potegnila. Ne, nisi. Samo nisem saturation do konca. Če nisi do konca, če so rjavi, potem nisi do konca, ne? Ne, to pa nisem prav. Zdaj imaš še lightness, imaš pomanjšanje. Moram to da. Ne, še zmeraj, če vidiš, a ni vidiš, da je ni brusijaj, se ti zdi, da je sigurno. Tole, saturation, da. A ja, saturation. So poligonal in potem smo dali pa že? Niče, da je adjustment. Ne, laso poligonal, ga označam. Moramo select
Mislim, da imaš ti barvo monitorja problematično, da ni nič drugega, če ki bo takoj pogledala. Ja, to je sivo. To sicer zgleda da ni sivo, ampak je sivo. Gre samo za... Ja, tako, zdaj kliknil sem na OK, no, tako da se je ta transformacija zgodila. Prosim? Sem že dal jaz v nekaj sekund nazaj. To je to, ja, tako. Zato tega, ker pač selekcija ti še vedno ostane. Ne? Selekcija v Photoshopu ne bo kar zginila. Ne? Zato tega, ker želite verjetno mogoče še kaj drugega početi s tem. Ne? Lahko si jo shranite v kanal, lahko karkoli, naredite novo plast, lahko še kaj dorišete. Ne? Tako da to, ne, če želite selekcijo zgubiti, select, deselect, ne, control, da tako. Pa še jaz to naredim, select, deselect. Okay. Naslednjo po vrsti imamo color balance. Zdaj, color balancea specifično ne bom kaj blazno razlagal, gre za 3 kontrolne točke, 3 komplementarnih parov barv, ki jih lahko potegnemo v eno ali v drugo smer in s tem deformiramo nek del na sliki, nek del barvnega spektra. Ne? Se pravi, imamo magenta proti zeleni, imamo rumena proti modri, imamo cijan proti rdeči. In to troje lahko naredimo na najsvetlejših, srednjih in pa najtemnejših delih, tako da izberemo tukaj le shadows, highlights in pa midtones. Torej lahko samo modro deformiramo samo v najtemnejših delih, ne pa v najsvetlejših delih. Tukaj gre zelo za igračkanje, zato ker pač to niso zdaj neke točne deformacije, gre pač za to, kakšno sliko imate pred seboj. Ne? Ja? Ali sploh še obstoja neka nepopravljena fotografija, oziroma ali lahko ugotovimo, katere fotografije so nepopravljene z raznimi programi? To je, mislim, ja, težko vprašanje. Reuters recimo je takrat, ko so jih dobili z prsti v medu, ne, ko so v libanonski vojni so photoshopali, mislim tako, grdo photoshopali, da so dodajali neke goreče bajte, tako, so prav neko uredniško politiko, da spremajo samo raw datoteke, ne, in jih potem oni ne, absolutno nič ne spreminjajo, razen pač nekih kontrastov, ne, neke male spremembe v deformaciji. Veš, to je tako, ne. To deformacije slik v digitalni dobi niso nič revolucionarnega. Ansel Adams je temnil in svetlil neke delčke v temnici. Ne. Mislim, fotomanipulacija kot pač nek proces korekcije obstaja, odkar obstaja fotografija. Ne. Tako da tukaj gre zdaj za, seveda, ne, dosti boljše orodja, ne, ki ti dosti več omogočajo, kakor da si cel dan v neki, mislim, strupeni sobi vdihajoč kemikalije. Ne. Tekmovanja za najboljšo fotografijo so v bistvu bolj tekmovanja za najboljše popravke fotografije. To bi zdaj tehnično sicer, je tako, ne, loaded vprašanje. Je pa ni, zato ker še vedno ne, je dobra fotografija v pravem trenutku, na pravem času, nekaj, kar ti ne moreš v postprodukciji popraviti. Ne? Veš, neko znanje trenutka, veš, da si točno tam, da si točno v tistem trenutku nekaj ulovila, tega pač v Photoshopu ne moreš rešiti. Ne? Lahko pa seveda ne, tudi pač raw fotografija kot taka, ne, je nek proces, da ti dobiš iz kamere
Maksimalno, kar lahko dobiš. Ne. Nič v kameri, kamera ne naredi. Če recimo slikaš kot JPEG na zrcalno-refleksnih ali pa malenkost boljših fotoaparatih, ne, ti on že neko toploto barve, pa kontraste, pa neko jakost, ti že on nastavi. Ne. Torej, že imaš te nastavitve, medtem ko RAW tega ničesar nima. Ne. Vse lahko ti spremeniš. Zdaj, ne, seveda imaš ti vedno več možnosti teh sprememb, ampak po drugi strani pa, ne, kaj zdaj, ne. Ja, ne. Veš, tudi v analogni je bilo možnost kupiti specifičen film in si dobila specifično kombinacijo nekih barv, pa kako je bil to zrno, koliko je bilo močno, pa kako so bili kontrasti. Ne. Se pravi, si glede na nakup filma imela kontrolo nad nekimi temi barvami. Ne. In lahko so dali filter čez, ne, pa so bile take barve, pa si imel prelav filter, pa ne, a veš, ne. Kje se pa zdaj potegne črta, to pa je totally up to you. Ne. Gre za uredniško politiko neke skupine. Ne. Smo? Ja? Zdaj, color balance je res malo bolj zaigrati, ampak tale vam bo dosti bolj zanimiva, black and white. Za razliko od fotografiranja v črno-beli, imamo pri barvni fotografiji na voljo vse 3 kanale. Ne? Tako zeleno, tako rdeč kot moder kanal in imamo 3-krat več nekih podatkov, s katerimi se lahko igramo. Ne? In v black and white konverziji lahko mi zdaj spreminjamo, kateri kanal želimo, da se bolj uporablja. Naprimer, če bi želeli imeti dosti svetlejše rdeče dele, naprimer, da zelo skoči ven paradižnik, vzamem rdeči del in ga potegnem, ne, dosti višje odstotkovno. In če bi želel recimo zdaj to zeleno okolje, ne, grem zeleno dvigovati. Ne. Se pravi, imam kontrolo, zelo natančno kontrolo nad tem, katere barve želim, da so temne in katere barve želim, da so svetle. Ne. Nekaj, kar so v analogni fotografiji imeli možnost narediti z filtrom, ki so ga dali čez, ko so fotografirali črno-belo. Da so imeli recimo rdeč filter in je zaradi tega kakšna barva bila temnejša ali pa svetlejša. Ne? In tukaj lahko tudi že damo, če ne želimo čisto črno-belo, lahko tukaj izberem tint, ne? In bo stvar pobarval v malo sepia starinsko obliko. Zgoraj imamo tudi kar nekaj shranjenih nastavitev, kako zdaj neke barve tretira svetlejše ali temnejše, tukaj le zgoraj v preset. Ne? In svoje nastavitve si lahko tudi shranimo. Ne? Se pravi, če so nam všeč neke barvne kombinacije, si kliknemo na tole ikonco zraven in potem save preset toliko, da stvar dobimo. Zdaj, v prejšnjem dialogu v Image Adjustments in pa Hue Saturation lahko do te sepije prav tako pridemo. In sicer je pomembno, da gledate tole, Colorize. Znotraj Hue and Saturation, v trenutku, ko pritisnem na Colorize, se zgodi sledeče. Cel dokument bo najprej izgubil celotno saturacijo in potem dobil eno specifično barvo. Ja? Torej, izbrano imam Colorize in zdaj pa imam možnost saturacijo dvigniti ali spustiti samo za to barvo. In to barvo zdaj definiram tukaj v Hue. Ne? Če bi želel, naprimer, imeti rdečo, če bi želel imeti
oranžkasto in zdaj tukaj lahko svetlim ali temnim vse piksle. V bistvu čisto identično kot v tej black and white. Zelo, zelo podobno, s tem, da imaš malenkost več kontrole nad barvo, ne? Kako se barva tukaj, ne? V hue and saturation, ne? Ampak moraš seveda pa najprej priti do črno-bele, ne? Tukaj Colorize samo naredi desaturacijo, torej samo odstrani nasičenost barv in jih posivi zaradi tega, ne? Ampak v črno-beli konverziji imaš pač popolno kontrolo. Tako da vedno, kadar prehajaš iz barvne v črno-belo, je absolutno dosti boljše, če greš v black and white in pa potem lahko narediš hue and saturation, ne? Tudi, ko bomo prišli do adjustment layerjev, ti lahko enega na drugega, eden čez drugega, vse te nastavitve nastavljaš, ne? Pa bom šel zdaj v Edit in pa Undo, tako da se vrnem. Ena stvar, ki je, recimo, Almina, tebi bila zelo pomembna, ko si delala logotip na broškah, je naslednja. Image, Adjustments in pa Invert. Kaj naredi ta sprememba? Ta sprememba popolnoma zarotira vse tri kanale. Tisto, kar je bilo prej črno, je zdaj belo, tisto, kar je bilo prej belo, je zdaj črno in vsi ostali deli kanalov so ravno obratno, ne? V bistvu, ne, kako bi že rekel, komplementarno, ne? Torej, gre za absolutno obratne vrednosti. Tisto, kar je bilo oranžno, kako? Ja, točno tako, ja, diapozitiv se zgodi, ja. Če pogledate diapozitive, če bi pogledali točno to fotko na diapozitivu. Kako? Negativ, ja. Ja, ne pozitiv, ampak negativ, tako ja, seveda. Klasična. No, in kaj je to rabi? Če bi želela, recimo, ne vem, nek črno-bel logotip v negativne barve spremeniti, je to točka kontrole, ne? Naprimer, logotip od fakultete, ne? Da črno spremeniš v belo in belo v črno, invert, ne? In v trenutku se zamenjajo vse barve, ne? Zdaj, na neki fotografiji človeka je to pač ni tako, ne? Mislim, bi mogla biti že dosti bolj neke take zanimive konverzije, ampak lej, ne? Prideš do nekih zanimivih barvnih odtenkov, ki jih drugače načeloma mogoče do njih ne bi prišla, ne? In potem pač lahko nadaljuješ in začneš to spreminjati barve, ne? Pa začneš iti v hue and saturation, rečeš, ok, ne bi imela glih roza, pa bi imela, ne vem, modro travo, naprimer. Nebo je, kaj bi mi Tako. Pa bom šel zdaj Edit pa Undo, tako da se vrnem nazaj na to isto varianto in bom šel v naslednjo. V Image, Adjustments in pa Threshold. Jaz imaš izmeren ta rdeč prioritetnik. Ja, zdaj boš pač šla nekaj korakov nazaj, ne? Ti boš šla v zgodovino, ne? Boš šla odpred history, ki ga imaš. Jaz vem, kar ste backward. Ja, tlele si ga imela. Pa ga ujamem. Tukaj imaš zgodovino in tukaj imaš zdaj celo zgodovino tega dokumenta in potem boš šla takole na... Threshold spremeni sliko v absolutno črno-belo točko, ne? Se pravi, ne v sivine, ne v grayscale, kot pač večinoma pogovorno tretiramo, ne, črno-belo sliko, ne? To je črna pa bela. In zdaj, ne, tukaj lahko vidimo približno, ne, kje se nahajamo. On bo začel na sredini tega dokumenta. Vzel si je, če si predstavljate to sliko v sivini, ne, si vzel zdaj srednjo točko in vse, kar je temnejše od srednje točke, je črno, vse, kar je svetlejše od srednje točke, je belo, ne.
absolutna, ne, in zdaj lahko grem, ne, povlečem, ne, in pridem do nekih podatkov, ne, ki so absolutno črno-beli, ne. Zelo taka zanimiva. Če bi recimo želela vektorizirati kakšno stvar, ne, in potrebuješ pač čim manj barv, ne, ja, prideš do neke, ne, črno-belega rezultata, ne. To pomeni, da bi lahko recimo, ne, iz nekega logotipa, ki je dovolj kvalitetno skeniran, ne, lahko potem prešla v črno-belo, čeprav pač seveda gre z drugimi metodami, ne, ampak tukaj pač dobiš neko. Kako pa vektoriziraš to? V Photoshopu ne moreš tega vektorizirati, vektoriziraš potem v Illustratorju, ne imaš Live Trace. Ja, ampak Live Trace v Illustratorju tudi sam že naredi to, tako da, ne, že pač ta korak že je noter vključen v Illustratorju v Live Traceu, ne. Črno-belo? Ne, sivino imaš, ne, ampak vedno imaš to težavo, ne, da če imaš fotoaparat, ki slika sivine, to pomeni, da imaš 3 kanale in si flikal na stran 2, ne. Senzor fotoaparata digitalnega, ne, v bistvu gleda sivine v 3 barvah, ne. To do kanalov bomo še prišli, no, če vas bo zanimalo, no, ampak to, ne, mi vidimo barvno, on vidi to kot 3 kanale, ki so sivi. Ne. Rdeč kanal, ki je siv, zelen kanal, ki je siv in moder kanal, ki je siv. Ne. Te 3 kanali, ne, in ne, vsak izmed njih ima, ne, svoje vrednosti. Ne. In ko so ti 3 kanali skupaj, mi vidimo potem barvo. Ne. Tako da, če ti fotografiraš v sivinah, ne, si se ti blazno nekim podatkom odrekla. Ne. Zato, ker ti lahko dobiš iz barvne fotografije, ki jo v črno-belo spreminjaš v Lightroomu ali pa v Bridgeu, ali pa potem kasneje, če bi hotela samo eno posamezno v Photoshopu, ne, imaš recimo, lahko vzameš, ok, bom pa samo rdečo, ne, deformirala, da bo malo svetlejša. Ti tega podatka več nimaš, takrat, ko si jo slikaš v sivini, ne. Zato se ti splača pač vedno največ, ne, tudi kar se slikanja v RAW, ne, da dobiš največ možnih detajlov, kar pač obstaja, in potem šele kasneje to narediš v postprodukciji, ne. Bomo zaključili, da bomo še vprašali. Zdaj, tole smo že nekaj časa nazaj imeli, ko smo osvetlili tisto fotografijo, ki je bila poševna. Shadow highlight. V tej sliki mogoče ni blazno temnih delov, ne. Ker ta komanda, ki žal še vedno ni kot adjustment layer dosegljiva, nam pomaga, da naprimer iz najsvetlejših delov potegnem ven detajle. Pa dajmo probati, ne. Se pravi, pa dajmo takole. Iz najtemnejših delov lahko dobi neke detajle in iz najsvetlejših delov, ne. Če bi recimo imeli zelo svetlo nebo, pa neke oblake, bi lahko dobili več detajlov za oblake. Ali pa, da bi fotografirali pod neko mizo, ne, lahko dobimo iz tiste sence nek detajl ven, ne. Te fotografije žal niso dober primer za to, zato ker so vse kolikor toliko kvalitetno osvetljene, ampak, ne, da bi dobili podatek iz najsvetlejšega dela ali pa iz najtemnejšega dela, je shadow in highlight v bistvu najprimernejše orodje, vsaj za začetnike, ki še nočejo uporabljati krivulj.
Potem vam pokažem še eno zadevščino, potem pa, če boste želeli, lahko zaključimo. In sicer je to Image Adjustments pa Replace Color. A prepozna kdo dve komandi, ki smo jih danes jemali v tem noter? Ione kapalke so iste. Hue and Saturation, ja? Pa kaj še? Ampak katere kapalke? Tiste zelena, ja tako, ne, ki so bila vrata in pa ena zelena površina. Color range, ne, je bila ta komanda. In Replace Color nam omogoča v enem koraku narediti neko spremembo samo na določeni barvi, ne. Torej, lahko bi zdaj rekli, želim spremeniti barvo paradižnika v eni komandi. Najprej kliknem na paradižnik, ne, pač kapalko obično, navadno, tako, tisto, ki je pač direktno. Kliknil sem na paradižnik, ne, in tukaj lahko zdaj vidimo, gre za isti podatek, kolikor je bil v color range noter, ne, in tukaj lahko zdaj začnem zanimivo. Filter Replace Color ne deluje na backgroundu, vsaj v mojem primeru ni, tako da sem si mogel ustvariti novo plast. Zgleda, da pri vas deluje, pri meni pa ne, tole bom pa mogel pogledati, verjetno je kakšna nastavitev, ki sem jo po nesreči nastavil. No. Ampak v vsakem primeru, ne, lahko recimo takoj označim neko nebo, ne, in tukaj imam isti fuzziness, kakor sem ga imel v color range komandi, da iz ene točke označim čim več. Ne. Evo ga. Ne. In zdaj v trenutku lahko to isto stvar zamenjam barvo, ne, ali začnem vrteti barvni krog, ne, ali začnem višati ali nižati saturacijo, ali začnem temniti ali svetliti skozi lightness, ne. Tako, lahko tudi tukaj vidimo, da pač kaj je originalna barva, ki sem jo izbral tukaj, ne, in to je rezultat, ki bo na koncu prišel skozi. Tako da gre za kombinacijo color range in pa hue and saturation v enem orodju, ne, če želimo samo zamenjati barvo v enem samem koraku. Image, Adjustments. Replace Color. Zdaj pa najprej klikneš na paradižnik, ne? Nekam, kjer je rdeče. Ne, saj je seveda. Ali, ne? Lahko ali. Tako. Ne, s fuzziness dvigni, da boš dobila več paradižnika, ne? Vsaj fino je, da si zapomnite te osnovne. Levels, absolutno. Zaradi tega ne samo, no, mislim, tudi znotraj Windows imamo en panel, ki se mu reče histogram. In ne, to lahko v tem trenutku vidimo, da nam že da podatek, kaj se dogaja na sliki. Ne. V tem trenutku mi sicer da vse tri barvne kanale, lahko grem recimo gledati vsak kanal posebej, rdeč, zelen ali pa moder, no. Pa je to malenkost preveč, ne, ampak če grem zdaj v image pa adjustments in grem v levels, imam možnost takoj svetliti sliko, temniti sliko, ne, definirati srednjo jakost, torej srednjo točko. Tukaj lahko izberem, če je fotoaparat slučajno kiksnil barve prostora, ne. Recimo v notranjih pa zunanjih se včasih to zgodi, da pride svetloba od zunaj, ki je zelo topla, pa kakšna halogenka recimo,
pride do nekega blazno čudnega, da je ena barva svetloba zelo topla, ena pa zelo temna, ne, in pride se fotoaparatu zmeša. S tem to rešimo, ne. Zdaj mogoče še to, no, imamo pač dve kontroli, imamo input levels pa output levels in z temi dvemi točkami lahko mi rečemo, ne, da tisto, kar bo pa prišlo ven, ne, pa zmanjšamo na nekih točkah, da ne, je maksimalna črna točka, naprimer ne bo zdaj maksimalno črna, ampak bo siva. Kaj se zgodi? Če začnem to vleči, nikjer na dokumentu ne bo več črne. Maksimalno črna je tukaj. Ne? Kontrast, nasprotje z kontrastom, ne? V bistvu mu odvzemaš kontrast. Ne? Če bi kontrast vlekel v drugo smer, s tem, da imaš kontrolo nad vsako točko posamezno. Ne? Nisi omejena na obe naenkrat, sta neodvisni. Ne? Zdaj, ali ti je to lažje ali pa ne, pa, ne? Ker če želiš obe naenkrat, je seveda dosti hitreje iti v brightness and contrast in to narediti. Ne? Če bi želela potem povečati kontrast, imaš pa te dve točki. Ne? In zdaj rečeš, da vse, kar je tukaj, ne, in je bilo včasih do te sivine, je zdaj črno. Ne? In enako je tukaj. Vse, kar je do tukaj, kjer je bilo, mislim, zelo svetlo, je zdaj absolutno belo. Ne? In vidno je pač slika spremenila, ne, mislim, blazno kontrast dobila, zato ker se je toliko pikslov, ne, na fotografiji zdaj spremenilo v absolutno črno in toliko pikslov v fotografiji spremenilo v absolutno belo. Ne. In zdaj hue and saturation kot pač tista neka res osnovna možnost barvne korekcije, ne, da pač mal zavrtiš, ne, ker lahko samo na določenih barvah, ne, lahko bi rekel, ok, dajmo pomarančo, ne, in grem v pomarančo, zdaj specifično ne moramo, lahko grem rdečo ali pa rumeno, ne, in bi lahko zdaj tukaj vlekel te točke, koliko barvnega spektra želim doseči, ne, ampak zdaj v bistvu, ne, ko začnem to spreminjati, ne, se spreminja pomaranča in se spreminja pač del ozadja pri konečkih, ne, tako. Zdaj, eno izmed orodij, ki jih nismo vzeli, ki ga recimo jaz absolutno uporabljam takrat, ko želim kakšno barvno korekcijo narediti, je potem selective color. Selective color je color balance na drugo potenco, ker lahko za vsako barvo selective color, se pravi image adjustment selective color. To je najbolj, bom rekel, ultimativno barvno okolje, kjer lahko vsak od teh segmentov posebej, ne, rdečo, rumeno, zeleno, cijan, modro, zelo svetle odtenke, srednje odtenke, črne odtenke, vsakemu od teh posebej lahko zdaj definiraš, kako gre, v kakšno smer gre tista barva, ne. Ta gre zdaj malo bolj v cijan, ta gre bolj v magento, ta gre stran od rumene, bo malce bolj modra, ne. Bo bolj temna, bo manj temna, ne. In to lahko za vsak kanal, mislim, za vsak del barve posebej. Tako da res dobiš najboljšo možno barvno kontrolo. Ne? Ampak seveda selective color je potem, mislim, kar lepo število slajderjev, da pridete potem do neke rešitve. Je pa potem, mislim, res, ne, total control nad tem, kaj lahko narediš. Ne. Večino teh stvari se potem pojavi kot adjustment layer. Torej vse spremembe, ki smo jih delali fizično na teh pikslih. Ne.
Kar pomeni, da na neki točki, ko bom zdaj jaz shranil dokument, je to zavedno spremenjeno, ne? Vsaj pač ta plast, če že ne, recimo dupliciran plast, pa imam potem plast od spodaj, ki je originalna. Torej, nikoli več teoretično ne dobim nazaj vseh teh informacij. Zato imamo v Photoshopu potem adjustment layerje, do katerih bomo prišli, in pa tako imenovane pametne objekte, ne? Kjer se posamezna plast obnaša kot pač originalna točka in vse, kar se potem zgodi na tisti točki, si program zapomni kot pač neko dinamično vrednost, neko spremembo. Lahko recimo daš filtre čez in kadarkoli ta filter spreminjaš, ne? Lahko bi pač invertirala oziroma karkoli drugega. Kako skopiraš to plast? Ja, zdaj, ko imaš eno plast izbrano, greš lahko layer new pa layer via copy. Potem drugo varianto imaš, da ko imaš plast izbrano, potegneš na ikonco, ki je spodaj desno pred zadnja, ne? Lahko pa mislim, da tudi desno klikneš na plast in imaš tukaj le duplicate layer, ne? Kot možnost iste stvari narediti. Pa Ctrl-J na tipkovnici tudi. Ja, ali, yes. Vse bomo zaključili, minutko. Tako da takrat, ko bomo prišli do teh adjustment layerjev, je fajn za tega, ker pač res nikoli ne uničujete dokumentov, ne. Je pa to potem tako, ne. Adjustment layerji delujejo kot neka živa sprememba samo v Photoshopovem dokumentu, ne. Tako da pač nujno potrebujete potem shraniti kot Photoshopov dokument, ne pa kot TIFF ali pa PDF ali pa ne vem, JPG, ne. JPEG je potem pač neka končna verzija, čisto na koncu, ko smo fertik, da ne, gre ali ne vem, za tisk ali za splet ali pa karkoli, ne. Torej, PSD kot pač tisti ultimativni dokument oziroma tip dokumenta za Photoshop, oziroma če imamo dokument večji kot 30.000 pik, še en drug format za Photoshop. Tako da naslednjič potem bomo se malo dotaknili, kako se ena plast obnaša za drugo, kar se tiče barv, in pa potem bomo šli do mask in pa adjustment layerjev. Thank you!